Saga lastnic hiše na Ižanski cesti, ki jima je delovni stroj popolnoma uničil ostrešje, se nadaljuje. Po objavi našega prispevka so z Mestne občine Ljubljana, ki je naročnica prenove cestišča, sporočili, da se bodo danes pogovorili z lastnicama. Vendar je tja prišel le predstavnik izvajalca del, ker naj bi bil župan Janković, kot so sporočili iz njegovega kabineta, odsoten. Lastnici hiše že 14 mesecev živita z luknjo v strehi in ne morete uporabljati nekaterih sob, ker je to prenevarno, in tako bo tudi po današnjem sestanku. Po svojo pravico bosta očitno morali na sodišče. Do takrat pa ne smeta uničiti dokazov. Staša Lozar. 13-nični Ižanska cesta pred hišo, kjer že 14 mesecev živijo pod streho z luknjo, ker je nanjo padel delovni stroj, ustavi črno vozilo, a v njem ni ljubljanskega župana, izstopita le izvajalca prenove cestišča, ki priznata, da pravzaprav ne vesta, zakaj sta tam. Jaz sem danes zvedel. Mene zanima, kaj lahko na tej točki gospe vam ponudite. Jaz, kot prenova gradbenik, ne, lejte. 16 mesecev že mineva, odkar se je ljubljanska občina lotila prenove Ižanke, izvajalec del prenova gradbenik, podizvajalec ravensko podjetje Slemenšek. Kriminalisti preiskujejo, zakaj se je 2 meseca po začetku del v dvostanovanjsko hišo, kjer je bilo v času nesreče 5 ljudi, prevagal delovni stroj. Obžalujemo za ta dogodek, da se je podizvajalcu prevrnil na stroj. Je on preveč zagatnic naložil, ker teh 6 zagatnic naj bi bilo več kot 5 ton. Vroč kostanj še vedno, zakaj izvajalec takoj po nesreči ni klical policije. Jaz, ko sem rekla, dajte obvestiti policijo, vi ste rekel, ne, policija nima s tem nič. Kaj ima policija? No zakaj ne policije? Čemu ste se? Mislim to, da ne bi mi klicali policije, mi sploh nismo razmišljali, da bi o tem klicali policija. Noč se je približevala novembra, je kratek dan in zato smo hoteli čim prej stroj postaviti, ne da bi prikrivali kakršnakoli dejstva. In če oškodovanki ne pristajata na znesek, ki so ga za sanacijo ponujale zavarovalnice, danes znova pregovarjanja. Kot je meni znano, je zavarovalnica ponudila eni gospe 27, eni mislim, da 7, da se ne bom cirka. Mislite, da je za tako poškodbo dovolj to, kar je pač zavarovalnica ponudila? Zdaj tukaj razna izvedenska mnenja so povedala, a vi ste poškodovali hišo? Poškodoval jo je stroj od podizvajalca. In kljub večmesečnim obljubam? Absolutno smo pripravljeni se z gospo pogovarjati. O čem? O sanaciji nastale škode, absolutno. Pa je vendar vse v rokah zavarovalnic in oškodovanki ne vidita druge rešitve kot tožbe. Kaj lahko ponudite? Lahko jaz ponudim? Zadeva je predana zavarovalnici. Od prenove smo dobili v decembru odgovor, da se je prenova gradbenik odločila, da je zadevo predala Generaliju, decembra 2 meseca nazaj, zavarovalnici Generali in da oni s tem nimajo nič. Zavarovalnica Sava od Mestne občine Ljubljana se je vzdržala kakršnekoli ponudbe, je rekla pač tožite jih. Bržkone je še dobro, da nam škode nihče ne popravi, obupano gledata oškodovanki v svoj porušeni dom, da se bo lahko sodišče samo prepričalo o tem, kaj so nam naredili, dodata.